Hvala. Dragi predsedniki, Šer Žozef, dragi sodelavci, dragi kandidati, članice in člani dveh strank, moram reči, da čutim tako pomladno gostoto v tem šotoru, da se mi zdi, da se zunaj že jasni in to je dober znak. Jaz sem vesel in počaščen, da lahko v imenu skupne liste za evropske volitve nagovorim tabor Slovenske ljudske stranke, naslednice Slovenske kmečke zveze, ki je leta 1988 začela slovensko politično pomlad. Zavedam se, da govorim domoljubom in demokratom dveh strank, ki sta zagotovili Demosu na prvih demokratičnih volitvah absolutno večino glasov. Glasov za samostojnost, demokracijo in evropsko pot Slovenije. Za nami je 10 let članstva v Evropski zvezi. Na začetku 90-ih let pomladne sile niso dosegle samo osamosvojitve in pomembnih reform, dale so tudi gospodarski zagon novi državi in jo umestile na politični zemljevid sveta. Gospodarska rast je trajala 15 let, dokler ni zunanja kriza razkrila notranjega spodkopavanja naše države, ki je pokazalo, da smo se osamosvojili, osvobodili pa še ne. Če bi se osvobodili jugoslovanskih konceptov in navad, ne bi nekateri z metodami dogovorne ekonomije izpraznili državnih bank in neodgovorno upravljali podjetij v državni lasti. Podaljševali so preteklost, namesto da bi uveljavili evropske standarde pravne države in socialno-tržne ekonomije. Isti ljudje so v Bruslju govorili po evropsko, doma pa nadaljevali po jugoslovansko. Obsedenost s privatizacijo je uvedla dobo zlatega teleta, ki še traja. Danes imamo predrago in prezadolženo državo, ki že 6 let ni sposobna nobene resne reforme. Reforme so se dogajale samo v času pomladne vlade. Pravijo, da bodo gospodarstvo spodbudili z višjimi davki. Namesto obljubljene reformne dinamike so uprizorili vladno krizo, na volitve pa nas bodo povabili, kot kaže, sredi dopustov. Gospe in gospodje, Slovenijo so ustavili. Govorijo o rasti, vendar se bo le-ta zgodila zaradi rasti v državah, ki so jo zagotovile z reformami. Nas pa ključne reforme še čakajo. Pravijo tudi, da smo vsi enaki in vsi krivi. Če bi bilo res tako, potem ne bi mogli nikoli najti pravih krivcev, pa tudi rešiteljev ne med nami, če smo vsi enaki. Rešijo nas lahko samo drugačni od teh, ki so nas pahnili v krizo. Levica demagoško govori proti kapitalu, mladi ljudje pa odhajajo kot v času Jugoslavije na delo v kapitalistično Nemčijo. V času Demosa smo pokazali, da drugi lahko delajo drugače, da je možna politika za skupno dobro. Prišel je čas, dragi prijatelji, da to ponovno dokažemo. Skupna lista dveh strank za evropske volitve je del tega dokaza. V polarizirani Sloveniji smo pokazali sposobnost povezovanja za tisto, kar lahko koristi Sloveniji. Presenetili smo in stopili skupaj. Ljudje to pozdravljajo, kjerkoli se pojavimo. Skupno listo smo že 3 tedne na poti po Sloveniji. Z mnogimi od vas smo se srečali, od občine do občine, od kraja do kraja, od srca do srca. O tablah je govoril že vaš predsednik, to spustim. Rad bi povedal, da občine razvojno poživljajo Slovenijo s pomočjo evropskih sredstev in prav nikjer nismo doživeli podpor nameri o ukinjanju manjših občin. Za krizo v Sloveniji niso krive manjše občine. Če bi jim država bolj stala ob strani pri pripravi projektov za evropske financiranje, bi zagotovile še več razvoja. Če podjetniki ne bi dolga leta čakali na gradbena in druga dovoljenja, ter bi imeli malo bolj fleksibilno volilno delovno zakonodajo, bi bistveno bolj prispevali k potrebni gospodarski rasti. Gospodarska rast in nova delovna mesta. To je prva točka našega volilnega programa. Delimo lahko samo, če ustvarimo, kot je dejal naš prijatelj Žozef Dol. To velja za Slovenijo in za celo Evropsko zvezo. Hočemo delati za nadaljnjo konsolidacijo Evrope, ki je začela okrevati.
Podpiramo ustanovitev bančne unije, ki bo preprečevala tovarišijske kredite in druge odklone v bančnem poslovanju. Zavzemamo se za nadaljnjo debirokratizacijo in še posebej za izboljšanje okvirnih pogojev za delovanje malih in srednjih podjetij. Naša druga pomembna točka je zdravje. Mislim, da sem dokazal teh 2 mandatov, da se da veliko narediti na tem področju. Zaskrbljujoči zdravstveni trendi, naraščajoči rak, diabetes, osteoporoza in druge bolezni zahtevajo, da na ravni Evropske zveze poskrbimo za boljšo politiko, da naredimo več na področju preventive. Samo 3% zdravstvenih proračunov za preventivo ne bomo zmanjšali dotoka novih bolnikov. Ljudje morajo čutiti Evropo kot skrbnico za več zdravja. Zato tudi predlagamo posebnega komisarja za preventivo, ki bo povezal tisto, kar imamo, ki bo imel tudi budžet in kompetenco. Med našimi prioritetami je tudi skrb za tako skupno kmetijsko politiko, ki bo upoštevala posebnosti našega kmetovanja in bo naklonjena večji stopnji samooskrbe. Varna hrana nam najprej pomeni zdravo hrano. Nasprotovali bomo uvajanju gensko spremenjenih rastlin. Delali bomo za to, da bo odnos do podeželja ostal bistvena sestavina evropske razvojne politike. In nasprotujemo, gospe in gospodje, spremembi namembnosti evropskih sredstev, kot to predlaga naša vlada, od infrastrukturnih k mehkim projektom. Razvojne razlike med slovenskimi pokrajinami in občinami je treba še naprej zmanjševati sredstvi za razvoj komunalne in druge infrastrukture. Zato in še za veliko več hoče delati ekipa, ki jo vidite pred sabo in si jo predlagam dobro oglejte, ker boljše ne boste srečali. Zavedamo se, da več Evrope v Sloveniji pomeni več Slovenije v Evropi. In v 3. evropski petletki Slovenije moramo dosledno uresničiti načela pravne države in socialno-tržne ekonomije. To je bistven pogoj za drugačno in boljšo Slovenijo. In zato je tudi pomembno, kot je dejal že vaš predsednik, da nadgradimo to skupno izkušnjo s skupnim nastopom oziroma sodelovanjem na državnozborskih in lokalnih volitvah. Prepričan sem, da nas bodo ljudje nagradili tudi za to. Gospe in gospodje, dragi prijatelji in sodelavci, drage kandidatke in kandidati, seštevajmo Slovenijo. To Slovenija potrebuje. S sodelovanjem, z visoko politično kulturo in z dialogom z vsemi, ki dajo Slovenijo na prvo mesto. Ni pomembno najprej, kdo je prvi, ampak kaj je prvo. In za nas ostaja prva vrednota Slovenija. Gospe in gospodje, naša skupna lista želi prispevati k zmagi tiste politične linije, ki so jo očetje Evrope navdihnili z občutkom za dostojanstvo človeka in voljo delati skupaj. Evropa mora okrevati in se konsolidirati v vseh njenih članicah. Prepričani smo, da bomo Evropsko ljudsko stranko to pot okrepili z večino glasov iz Slovenije. Ali bo 5:3, ali bo 6:2, ali bo še kaj več, je odvisno predvsem od vas. Dovolite malce matematike. Tukaj sem slišal, nas je vsaj 5000. Eni znotraj, eni zunaj. Javnomnenjske raziskave pa so ta teden pokazale, da dobimo zagotovo 3. mandat, če pridobimo še 10 000 glasov. Mislim, da ste sporočilo razumeli. Vsak od vas mora najti še 2, ki boste obkrožila številko 6 25. maja. In še tole bi rekel, ne razmišljajte preveč o gospodu Mencingerju, o gospodu Lukšiču, o gospodu Jelinčiču in drugih 10 šefih različnih list. Razmišljajmo predvsem o naši listi in o naših volivcih. Povejte jim, da naj pridejo na volitve, naj dajo svoj glas za tisto smer, ki je dala Evropi doslej največ. In če bodo volili za to listo, bodo volili
tudi za predsednika Evropske komisije, ki je naš izkušeni Jean-Claude Juncker, kot je bil že predstavljen. In jaz sem prepričan, da nas bo najboljši rezultat na teh volitvah popeljal tudi v novo slovensko pomlad, ki jo pričakujemo in za katero, bi rekel, sta najbolj odgovorni tisti dve stranki. Takrat je zmagala SKD, čisto majčkeno za njo je bila Slovenska kmečka zveza, Demosu smo dali največ glasov smo dali za osamosvojitev in mislim, da je naša moralna in politična dolžnost, da povežemo sile za nov zagon slovenske pomladi, brez katere ne bo novega napredka. Dovolite, da se zahvalim še našemu prijatelju, predsedniku Evropske ljudske stranke, Josefu Dolu, za njegovo solidarnost, za njegovo prijateljstvo, za njegovo podporo. Monsieur le Président, cher Joseph, je voudrais exprimer ma gratitude pour ton soutien, pour ta solidarité et pour ton amitié. Bienvenue toujours en Slovénie et je suis sûr que nous nous voyons encore et nous allons faire tout ce qui est possible pour renforcer la victoire du Parti populaire européen. Merci, Monsieur le Président. Gospod Peterle, najlepša hvala. Ker pa se gospodu Dolu danes mudi po drugih obvezностях,